Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Glasba nas spremlja, ko se rodimo. Glasba nas spremlja v življenju skozi razne dogodke in glasba nas na koncu pospremi, ko odidemo z tega sveta. Nocoj imam čast gostiti človeka, ki pravi, da je glasba njegovo poslanstvo. Spoštovani Goran Bojčevski, dober večer. Dober večer. Dobrodošel v oddaji Ženska arena. Čast mi je gostiti človeka, za katerega pravijo, da je eden najboljših klarinetistov na svetu. Najlepša hvala za vabilo. Z veseljem sem prišel v vašo oddajo. Mislim, da je pa najboljše predvsem, da smo čim boljši ljudje, potem pa tudi dobri glasbeniki, tako bi rekel. Vsekakor. In če ne bi bil takšen, kakršen nam pravite, da smo najboljši ljudje, tudi ne bi ta srčnost prevevala iz vaše glasbe, iz vsega, kar počnete in kar ustvarjate v življenju. Namreč, spoštovani gost, Goran Bojčevski, je klarinetist in pa skladatelj. Kar ne more biti vsakdo, moraš imeti talent, moraš imeti dar, moraš imeti tisto nekaj v sebi. Kje in kako se je rodil ta dar, bova spoznala skozi življenjsko zgodbo mojega spoštovanega gosta. Spoštovani Goran, rojen v Makedoniji. Tako je, v Bitoli. V Bitoli, davnega ali pa ne tako davnega, 82. leta. Kakšno je bilo otroštvo v Bitoli? Zelo lepo. Zelo lepo. Tako mora vsak otrok, bi rekel, tudi v teh časih doživeti svoje otroštvo. Igrali smo se po ulicah, družili veliko preživeli s prijatelji skupaj. Tam so bile pač prva prijateljstva, ko so večna in še danes trajajo. Same lepi spomini me vežejo na moje mesto. Na Bitolo. Bitola je tudi iz znane makedonske pesmi znano mesto. Bitola, moj roden kraj, tako. Tako je. Ste edinec? Ne, imam brata, starejšega, ki živi tudi v Bitoli. Tu pač v Sloveniji sem prišel v Slovenijo zaradi študija. Sem se vpisal v Ljubljani na Akademiji za glasbo in tako sem tudi ostal v Sloveniji potem. Ostali ste v Sloveniji, družina, prijatelji, sorodstvo so v Makedoniji. Osnovno šolo ste tudi v Bitoli hodili? Tako, osnovno pa srednjo šolo. Osnovno in srednjo. V srednji šoli sem hkrati študiral na Akademiji v Sofiji v Bolgariji, tako da sem bil zelo priden učenec v bistvu, da sem čez teden pač obiskoval srednjo šolo, čez vikende sem se pa vozil na Akademijo v Bolgariji in tako da... Sicer Bolgarija, predstavlja si, da je to dolga, velika razlika. Kar dolga, ja, celo noč sem se vozil, to je bilo vsak teden, da sem šel. V petek, ko se je končal pouk, nekateri so šli, bi rekel, v moje starosti ven, se imeti lepo. Jaz sem šel na avtobus sam in pač 4 leta sem isto počel. Čez vikend, v petek zvečer smo šli na pot. Sem bil zjutraj v soboto v Bolgariji, v Sofiji, sem šel na akademijo, imel predavanja, učil sem se pri najboljšem klarinetistu takrat na Balkanu, bi rekel, in širše, Petko Radev, to je bil prvi klarinetist milanske skale. Ki me je zelo veliko naučil tudi in potem po pouku sem šel nazaj na avtobus in celo nedeljo sem potoval, za ponedeljek, da sem prišel spet v šolo. Ja, krasno. V bistvu že kot otrok začutite ta klic glasbe, če se lahko tako izrazim. Ali je to morda že v vaši družini bilo doma ali kako? Odkot ta ljubezen do glasbe? Ja, seveda je bilo tudi v moji družini. Moj dedek je igral prekrasno harmoniko, čudovito je pel. Predvsem je pa tudi glasba poslanstvo. To je, jaz rečem, božji dar, ki ga je treba neskončno spoštovati. Pred njo biti ponizen, vedeti, da je to nam dano, da damo drugim naprej. Se pravi, mi smo, jaz rečem, en medij, en kanal, preko katerega samo glasba steče naprej. Samo glasba steče naprej. Osnovna šola, že v osnovni šoli se pojavi ta vaša ljubezen do glasbe, vendar niste začeli s klarinetom, temveč s klavirjem, kaj ne? Tako. Ja, pač kot vsak otrok sem šel na spremni izpit, tako tu isto je in so rekli, ta je zelo muzikalen in ponavadi ta muzikalne dajo klavirju ali pa kitari, vedno je tak tisti instrumenti, ki so najbolj popularni, bi rekel.
Sam nekako mi ni bil klavir tako všeč. Ne. In se spomnim, sem bil prvi razred v glasbeni šoli in nisem vedel, kako naj se odpovem klavirju. Zaradi tega predvsem, ker pač mi nismo imeli, bi rekel, nismo bili premožni in nasploh v mestu sta bila samo 2 ali 3 klavirja. V teh časih, zdaj je popolnoma drugače. In smo morali risati klaviaturo na kartonu in potem vaditi na tisti papir. In mi je šlo blazno na živce, da nisem mogel slišati to, kar bi rad dal. Ne? Seveda. In tak en dan sem si ful roke umazal. En klavir je bil edini na šoli, nov, se spomnim, in so me skoraj res vrat zavili skoraj mi. In sem si roke umazal in sem šel k učitelju in sem tiste bele tipke umazal. In sem mislil, da je to edini način, da neham pač igrati klavir, zaradi tega, ker jaz ne slišim zvoka, ko sem doma. Ne? Tako da potem sem si izpisal. Sem naredil eno pavzo, so klicali z glasbene, da sem talentiran otrok in da je škoda, da to pustim. Kaj, če bi ga dali nek drug inštrument, kaj pa klarinet. Sem rekel, kako je mogoče klarinet, pa nisem takrat vedel, kaj je klarinet, samo mi je lepo zvenelo. In se spomnil, ko sem prišel v učilnico za klarinet, ko sem videl ta inštrument, sem se totalno zaljubil in ta ljubezen traja še danes. Ljubezen na prvi pogled, bi lahko rekli. Čist. Je bil še kakšen drug hobi ali ste dejansko bili predani glasbi že čisto iz otroštva? Bil sem popolnoma predan glasbi. Popolnoma. Malo sem se ukvarjal s športom, tudi v osnovni šoli sem te borilne veščine nekaj treniral. Ampak to je bilo tako, bi rekel, bolj za mojo dušo, za telo. Za rekreacijo, da se predihate. Tako, ja, glasba mi je pa vedno bila prva. Glasba od malega. In po zaključeni srednji šoli in po akademiji v Bolgariji pride čas za odločitev, kam v tujino. Imeli ste celo opravljene izpite za Združene države, če imam pravo informacijo. Se pravi, tudi drugod po svetu bi lahko študirali, odločili ste se za Ljubljano. Kako se je zgodila Slovenija? Zato mislim, ker smo si zelo podobni. Kot narod govorimo podoben jezik, bi rekel, lahko se bližje smo si nekako. Nikdar me ni privlačil tako veliko ta zahodni svet, bi rekel, Združene države. Spoštujem vse narode, pač vse nacije, ampak meni je bližje recimo ta bližje mi je balkanska duša in tu v Sloveniji še to se čuti in zato sem se tudi za Slovenijo odločil potem. In v Sloveniji sprejemne izpite ste naredili, začeli študirati, verjetno ni bilo enostavno. Treba si je bilo zaslužiti denar, štipendijo ste imeli? Nisem imel štipendije, starši so mi pomagali, kolikor lahko. Veste, kak je razlika v standardu, takrat je bila normalna. Tako da res so bili pridni in sem jim izredno hvaležen. Potem mi je prišel trenutek, ko niso mogli več in sem moral pač poiskati delo tudi in edino delo, ki sem ga kot tujec dobil, je to, da sem delal kot varnostnika v eni diskoteki v Ljubljani. Je bilo grozno in po eni strani se je tudi tragično končalo, ker tisti gospod, ki je z mano delal, so ga, mislim, nažalost, enkrat nekaj je bilo in so z nožem ga pred menoj zaštihali, bi rekel, in takrat sem nehal tudi to početi, ampak to je bilo zgolj za preživetje. Tako da ni lahka pot, ko nekdo pride nekam v tujino. No, to sem želela. Ko sem načela to temo, že ti prvi podatki, ki ste jih povedali, kakšni so bili tisti z srečanjem, z realnim življenjem v Sloveniji in sploh, ko prideš v tujino od doma, daleč od svojih, praktično niste imeli nikogar. Nobenega. Nikogar. Tako. Na vsa vrata ste morali sami potrkati. Veliko vrata je tudi bilo zaprtih, takrat ni bilo lahko. Ne, ni bilo lahko, jezika še niste znali. Tako. In kako je potem sploh vam šlo na fakulteti, dobro, oziroma na akademiji? Igranje glasbe je mednarodni jezik, bi lahko rekla. So vas pa tolerirali, glede na to, da ste se še učili slovenščino? Ja, na akademiji ni bilo tovrstnih težav, hvala Bogu, so normalni ljudje. Jaz sem študiral pri profesorju Slavku Goričarju, ki je en zelo galanten gospod, zelo fajn človek, bi rekel. Tako da lepo sva sodelovala skozi študij, veliko me je tudi naučil, povedal.
Tudi v času študija sem se prijavil na tekmovanje Temsik, takrat sem dobil edini kot tujec zlato plaketo, kar je bila čast tudi nekako. Mislim, da takrat ne bi niti smel, ker nisem imel še državljanstva nastopati na tem tekmovanju, vendar so me sprejeli in sem bil zlati. Tako da to je bilo eno moje prvo priznanje, bi rekel, v Sloveniji v glasbi. Jih je bilo v Sloveniji še več, verjetno tudi. Tako. V tujini pa vsekakor. Zelo veliko je bilo se tega. dotaknila tega. Kaj pa mladina? Pri mladini je pa verjetno bilo drugače. Tista mlada druženja, kolikor je bilo časa zanje, tu ste bili verjetno drugače sprejeti. Ja, seveda. Mislim, vedno mi je najprej bila glasba, bi rekel, in jaz sem se vedno, tudi kot otrok in v času odraščanja, glasba mi je bila glavna stvar, potem so bila pa druženja pa take stvari, ne. Tako da v Sloveniji sem potem hitro tudi srečal prijatelje, družili smo se tudi z mojimi prijatelji, pač, ki so študirali isto v Ljubljani. Tako da nekako smo dali to skozi, bi rekel, ko si mlad, vse gre. Ko si mlad, gre vse. Kulturne razlike, kulturni šok pa je bil za vas verjetno. Bil. Glede na to, da vemo, da ne le v Makedoniji, posod po bivših skupnih republikah je drugačen način življenja. Ja, ljudje živijo bolj sproščeno, bolj znajo uživati v trenutku. Ne, tukaj so ljudje bolj pridni, bolj resni, kar je pohvale vredno, bi rekel, ampak ko prideš pa iz takega okolja in ne vem, sem prišel kar naenkrat v Ljubljani, sem šel ven, pa je bila ura 10 zvečer, se spomnim ponedeljek, pa je mesto bilo skoraj prazno, ne, v centru. Pa sem si mislil, kako to, mislim, kje so ljudje, ne? Torej, ni samo v Celju ta problem, tudi v drugih mestih je. Kako pa ste se spoprijeli s tem, da je tukaj čustvenost manj izražena? Ljudje bolj držijo stvari za sebe. Ne delim, da so tam boljši, tu slabši ali pa kontra. Ne, ampak je razlika. Ja, to je pač stvar, ene bi rekel, vzgoje tudi. Tu so ljudje bolj zaprti, rabijo dlje časa, da te sprejmejo morda, ne? Da ti pokažejo, da so te sprejeli. Lahko so te sprejeli, ampak ne pokažejo. Tak, mi smo bolj, bi rekel, na prvo žogo, ne? Zdaj je to plus ali minus, ne vem, ampak jaz sem pač odraščal v tem okolju in bolj znamo hitro odpreti svoja čustva, bolj zaupati človeku, morda bi rekel. Že v tistem času spoznate svojo bodočo soprogo? Tako je, ja. Naj poveva spoštovanim gledalkam in gledalcem, da se je poročil s Celjanko, ki jo je našel pa v Ljubljani, kaj ne? Tako. In ta gospa, takrat gospodična, je bila vzrok, da se je slovenščine oziroma vseh sklonov slovenskega jezika naučil v eni noči. Tako je. Kakšna je ta zgodba? Pa dobra motivacija je bila. Dobra stimulacija. Če je dobra, tako je. Motivacija. Tako, če to je... Ljubezen dela čudeže. Tako, zelo hitro sem se naučil v bistvu slovenski jezik, res. Na začetku res mi je manjkalo motivacije, ko pride človek, jaz sam pa še jezik, potem pa sem res srečal mojo ženo in je bilo tako, da je rekla, da se moram naučiti čim prej, da mi bo tudi meni lažje in da se moram v eni noči naučiti vse te sklone, ne. Mi Makedonci sploh nimamo sklonov, recimo. In sem se naučil, čudež. Še dvojino, vse sem obvladal. No, lepo, zanimivo. Ja. O tem, kako se je nadaljevala vaša nadaljna kariera, pot v tujino na študij, še naslednjo tujino in o vsem ostalem, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, po čisto kratkem premoru. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim? Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim.
Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, z menoj v studiu je Goran Bojčevski, eden najboljših klarinetistov na svetu. Čeprav slišali pa smo drug inštrument v tem trenutku. Kaj je to in kaj ste nam zaigrali? To je moja v bistvu piščal, frulica bi jaz rekel, ki jo imamo od otroštva. Lepo. Tako in je ročno narejena. To imam od enega, ne vem, 10 let, mislim, da sem bil star, ko sem dobil to frulico. Je zelo pač ljudska piščal, ima samo 6 lukenc, dela pa čuda, bi rekel, ne. Tak mi je zelo pri srcu. In vi tudi delate čuda z njo. Kaj ste nam zaigrali? To je v bistvu, sem vzel slovensko narodno pesmico Pastirče, pač malo sem po svoje obrnil, tako da pozdravimo gledalca. Seveda, veseli december je, v naših koncih pa Sveti Nikola, tako da je prav, da ga malce pospremimo tudi z glasbo. In nadaljujeva še vedno v Ljubljani, študij na akademiji, zelo uspešen, že se pojavijo nagrade, že se pojavi še bolj izrazi, pojavil se že veliko prej vaš talent in vaša, kot smo se izrazili, vaše poslanstvo za glasbo. Kako ste se odločili za študij naprej? Odšli ste v Salzburg, znani in priznani Mozarteum. Velika zgodba, ki je dejansko izbrskala iz vas še tisto, kar je bilo javnosti ali pa profesorjem ali pa kakorkoli do tedaj neznano. To je bilo zelo, v bistvu, tako vse spontano se je zgodilo. Jaz sem končal akademijo v Ljubljani leta 2006 in potem je še ena, bi rekel, taka zgodbica, ko je zelo zanimiva. Takrat sem začel sodelovati s skupino Terafolk, slovensko. Kako se je to začelo? Zadnji letnik sem bil akademije in vidim na televiziji, na prvem kanalu, vrhunski en koncert, poslušam, jih nisem poznal do takrat. So imeli razprodane križanke, takrat so bili zelo popularni. Sem rekel, kak dober bend je to, ne, kot so ti ljudje. In tu se ena spontano zgodi, jaz en dan vadim na akademiji v spodnji učilnici in vidim gospoda Cvetrežnika, takrat ga nisem osebno poznal, ko je bil pač frontman te skupine, gleda tako na okno, kdo igra, ne. Pa reče, če lahko malo noter pride, sem rekel, seveda pridi. Pa reče, da oni iščejo enega pihalca, da imajo band, da se jim reče Terafolk. Sem rekel, ne morem verjeti. Jaz sem vas gledal, mislim, en teden nazaj na televiziji, zdaj pa takšno srečanje in takrat pač so me povabili k sodelovanju, sem šel na ene vaje, smo se nekako povezali skupaj in to sodelovanje potem je trajalo 7 ali 8 let, smo skupaj igrali. Vmes. Slovenija je začela takrat, mislim, kako je bilo, predsedovanje z Evropsko unijo so imeli in smo v Parizu, je bila primopredaja Francije s Slovenijo, smo Terafolk imeli pač ta otvoritveni koncert, je bil vrhunski koncert z RTV Simfoniki. Sem nastopil kot solist, naslednji dan pa so bili sprejemni izpiti za Mozarteum. In po tem koncertu in po, tako bi rekel, dobri zabavi po koncertu, sem se vrnil v Ljubljano in z Ljubljane šel v Salzburg na sprejemne izpite. Pa nisem pričakoval niti, da mi bo uspelo, ker takrat toliko intenzivno smo igrali s Terafolki, da ni bilo veliko časa, da bi vadil Mozarta in to, kar so oni potrebovali v Salzburgu. Sem rekel, nič, jaz grem probat, pridem na Mozarteum, se spoznam osebno z mojim profesorjem in reče, jaz sem ta in ta, ok, reče, daj mi malo zaigraj Mozarta. In jaz začnem igrati in je on obnemel. Reče, kak to? Sem rekel, kak mislite, kak to? Odkot so ta čustva, odkot ta glasba izvira, ne? Jaz gledam, ne vem, jaz sem bil še neprespan od one prejšnje noči, ne. Reče, ti boš pri meni študiral. In tako se je začelo. Sprejemni izpiti so čez par dni, pridi na sprejemni izpit in ti boš pri meni študiral. In res sem prišel na sprejemni izpit in sem edini takrat naredil za magisterij na Mozarteumu sprejemne izpite. Zanimiva zgodbica je pa to, da takrat moj inštrument je bil toliko slab,
ker ni bilo nekih velikih financ, študij, vse je bilo to stalo. Da ko je videl profesor v Salzburgu ta moj inštrument, se je za glavo prijel, rekel, koliko na takem inštrumentu tak igraš, ne. Tako da vseeno sem potem šel na ta spremni izpit in sem bil edini sprejet na Mozarteum. Torej, tudi tu se pokaže tisto, da ni vse na materialnem, ampak bolj duhovno in tisto, kar iz vas izvira, to, če imaš to v sebi, boš lahko na navadni leseni palčki naredil, pa bo prišla glasba prava. Sam iskrenost, glasba je iskrenost. Če glasba izvira, prihaja iz srca, jaz mislim, da ni ovire, da se vsakega človeka dotakne. Se vsakega človeka dotakne, vi pa očitno imate to v sebi, da znate ljudem to predati in podati in tudi narediti glasbo. Kako je bilo v Salzburgu, glede na to, da je že v Ljubljani bilo potrebno služiti denar, finančno se nekako preskrbeti, živeti tam, kako je izgledalo v tem času? V bistvu Salzburg mi je šlo veliko lažje, zato ker sem že imel neko, bi rekel, karierico za seboj, igral sem na različnih mestih, sem začel sodelovati z različnimi imeni že takrat. Ni bilo lahko, ampak študij v Ljubljani je bil, kar se tiče financ, mnogo težji, bi rekel, ne. Veliko težji. Tako, ja. Potem sem začel že dobivati neka vabila v Salzburgu, da sem začel skladati za njih, za univerzo. In tudi vse to so oni cenili, so znali spoštovati in tudi nagraditi, tudi finančno, bi rekel. Tako da je nekako to steklo, bi rekel. Je steklo. Že v tistem času se pojavijo koncerti po Evropi, marsikje. Tako. Mladi Goran postane opazen, dvorane razprodane. Kakšen je občutek? Zdaj dobim kurjo kožo, ko veš, da prideš iz enega okolja, in prideš v tujino in si nič, ko prideš najprej. Res začneš od nule. Priti do tega je kar dolga in težka pot, vendar sem hvaležen, da sem to pot prehodil in da sem prišel do teh dvoran. Tako da toliko bolj cenim to, bi rekel. Toliko bolj cenite in na študiju v Salzburgu ta vaš omenjeni spoštovani profesor zasledi, opazi še nekaj, začuti, da imate v sebi nekaj več. Ja, res je. En dan mi je rekel na uri, prosim, če napišeš eno skladbo. Sem rekel, kako to mislite? Napiši skladbo eno. Rekel, ti nisi sam klarinetist, ti imaš glasbo v sebi in je škoda, da bi sam inštrument igral, moraš dati več nekim. Sem rekel, v redu, bom nekaj že poskusil narediti in sem napisal skladbo 19, zato ker sem napisal 19 osminah, kar je zelo nenavadno, in sem prinesel na uro in sem pokazal in je pač profesor bil čisto navdušen. In rekel, kar nesi to skladbo, tam je oddelek za kompozicijo, nesi šef oddelku, pa pokaži to, reče, da sem te jaz poslal. Sem nesel skladbo in rekel, to je zelo dobro, to je vrhunsko. In smo se tako tudi z njim, sem začel z oddelkom kompozicije v Salzburgu sodelovati. In hitro zatem se zgodi ena čudovita stvar, da dobim od dekana iz Univerze Mozarteum vabilo, da napišem skladbo za njihov orkester. Tako da to je bilo meni res eno veliko priznanje, bi rekel, ker v Avstriji so izjemni skladatelji, tudi na sami univerzi, profesori so izjemni za skladanje in sem bil izbran med 6 takrat najbolj znanimi avstrijskimi skladatelji, da so me povabili k sodelovanju, da tudi jaz napišem skladbo. In tako sem napisal skladbo Nostalgijo, ki je potem Mozarteum orkester izvajal. Je prišel dirigent iz Amerike, gospod Glenn Price, ki je potem tudi kasneje v Ameriki izvajal isto skladbo z njihovimi orkestri tam. Vse pohvale. Torej, zelo mlad in vse te skladbe so bile pisane za klarinet.
Ja, nekatere so bile za klarinet, to, kar sem pa pisal za Univerzum v Certeum, za To je njihov pa- orkester, to je orkestrska in simfonična glasba. Za vse inštrumente. Tako. Ali je katera od teh skladb jo možno zaigrati na piščali? Bolj težko bi rekel. Težko. Ja. Torej, To je zelo kompleksna glasba. kompleksna glasba, ki se mora odigrati na tistih inštrumentih, za katere je. Tako, pa tukaj so, mislim, je veliko glasov, veliko harmonij, gre se za malo bolj moderno, klasično glasbo, tako da pustimo to orkestrom. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vrnemo se po čisto kratkem premoru. Crkve Svetog Marka, čistači žuto, ulice su prali, kuće su se vukli, parovi iz parka, šta smo mogli nismo, jedno drugo dali. Dobro jutro, Makedoniju! Odrezam se zubi, lišće i prašinu, služem s batalona, ostatke od blata, polako i sigurno, držiš tišinu, čekaju te dole, taksisti kod jata. Dobro jutro! Cele noći pivci osvirala konja, jutro pali sinoć, započete pese. Zora sine šutlo ako posljednji dronja. Ja sam iz biće došao do mese. Dok veselu cvrku ču, Ikšice sa grada, sakrivaš rukama, rahno za ulice, u ustima vuče, kruleš od duvana, u daljini laju, šupci, lutalice. Slišali smo nekaj čudovitega, krasno glasbo. Spoštovani Goran Bojčevski, najboljši klarinetist na svetu, po ocenah kritikov, se pravi, ko stroka tako oceni, potem to drži, se velikokrat pridruži znanim, zelo znanim, pa tudi svetovno znanim glasbenikom. In videli smo insert koncerta na Ohridu z Ribljo čorbo. Tako. Kako je bilo tam? Magično, predvsem zato, ker je tudi ta koncert bil v moji domovini, res je izjemno lep koncert bil in res razprodan v prečudovitem ambientu, antičnem teatru na Ohridu.
bilo je okrog 3000 ljudi, res nepozaben večer. Posebni občutki. Lahko ste izživeli vso tisto nostalgijo, ki jo nekako opazimo pri vas, ki jo nosite skozi življenje. Ja, res je. Tisti večer je bil tako magičen. Še bolj me je ganilo to, ko sem prišel na oder, Antični teater, to je ena res čudovita, mislim, cela okolica, Ohridsko jezero, in sem zaigral pred mojimi, bi rekel, domačini, Zajdi. In Bora je rekel, ko prideš na oder, samo začni igrati svojo, to, kar imaš v srcu, potem pa gremo v naše pesmi, in sem začel Zajdi. Samo 3 tone sem zaigral, celo občinstvo je vedelo, katera pesem je, dvignile so se zastave, ljudje jokali, res kurjo kožo imam, izjemno. To verjamem, tudi meni je nagnalo solze v oči. Ta temperament in ta nostalgija je nekaj, kar ne razume vsak. Ne razume vsak in tudi ne zna vsak doživeti in podoživeti. Zanima me, preden sva poslušala glasbo in ta posnetek iz Ohridca, sem tako malce smešno vprašanje postavila, ali lahko vašo skladbo na piščali zaigrate. Kako pa je igrati inštrument, kot je klarinet in piščal, z rock skupino? To je pa spet posebna izkušnja, posebna implementacija oziroma združitev dveh popolnoma različnih zvrsti. Jaz mislim, da sem karakterno rojen za izzive, za nekaj, kar je nemogoče, da se da v mogoče, bi rekel. Tudi ti ljudski inštrumenti, recimo piščal ali pa klarinet, dati res v rock skupino, to je revolucija. Jaz to si želim v bistvu tudi pustiti naslednjim generacijam, da vejo, da inštrumenti niso samo to, kar je predpisano v šoli, da morajo biti, ampak da tudi klarinet je lahko rock and roll. Ne samo narodni ali pa klasični inštrument. Vidimo fotografije še z enega ne tako dolgo nazaj odličnega koncerta. Če nam o tem lahko malce več povete, zgodil se je v Celju, na Špici, Džiboni in Goran. To je bil res en mojih boljših nastopov, bi rekel, koncertov, doživeti. Organiziral ga je moj veliki prijatelj Dušan Konda, kot vemo, in to je bil moj prvi nastop tudi z Džibonijem. In to je trenutek, Džiboni vemo, da je izvrsten glasbenik, in to je trenutek, ko gre Džiboni na kolena, ko se vam na ta način pokloni za vašo glasbo. Mene je tako presenetil, da on je šel na kolena in jaz sem se solzil v očeh, sem dolgo in sem tudi jaz šel za njim, ker mislim, on je taka zvezda, da jaz mislim, pa predvsem tudi človek, da ne morem jaz biti nad njim, ne? In potem smo pristala oba na kolenih in smo zaigrala njegovo prelepo pesem. Izjemen trenutek, to je totalno spontani trenutek, kar zdaj vidijo, to ni bilo nič prej dogovorjeno ali pa da bi karkoli se o tem menili, to je bilo čisto iz srca. Čisto iz srca in takšna je tudi vaša glasba. Več kot 100 skladb ste že napisali, ustvarili, da se tako izrazim. Kako nastane skladba? Najboljše skladbe nastanejo, ko pridejo iz srca, ko ne študiraš, da boš napisal skladbo, ko nekaj doživiš in mogoče kdaj ne najdeš besed, da bi to obesedil, pa se zapreš v nek svoj prostor, se zapreš malo v svoj svet, malo prebrskaš po predalčkih v duši in samo zaliješ na papir. Zaliješ na papir. Je pa še nekaj, kar nisva povedala spoštovanim gledalkam in cenjenim gledalcem. Vi ste izumili svoj glasbeni stil. O čem govoriva? Balkan Nuevo. Balkan Nuevo. Kaj je to? Kakšen stil je to? Kako je prišlo do njega? Zakaj? To je stil v bistvu, ki na začetku, ko sem s tem začel, sem močno verjel v to, kar sem ustvaril. Je zelo nenavaden, bi rekel, stil, zato ker združuje balkansko s tango glasbo. Jaz sem velik fan, oboževalec Astorja Piazzole. In Astor Piazzolla je bil tisti, ki je naredil
revolucijo v tangu v svojem času. In veliko sem preposlušal njegovih skladb in sem si želel nekako čim boljše v bistvu narediti nek preplet med balkansko glasbo in tango. Združuje nas podoben temperament, bi rekel. S tem, da naši balkanski ritmi so tisto, kar pa recimo Argentinci ali pa tango nima. Tako da ta nek magični spoj med tema dvema svetovoma je zelo, zelo zanimiv. Včasih sem mislil, mogoče, da me bo kdo obsojal na Balkanu, kaj jaz se poigravam z balkansko glasbo. Vendar še nisem naletel na kaj takega, ker sem zelo hvaležen. Očitno, da ljudje opazijo in publika, da to je iz srca in trudim se čim bolj kakovostno to narediti. Nenazadnje, vi ne uporabljate konkretno nekih pesmi ali skladb, ampak svojo napišete. Tako, pa tudi recimo je bilo leta 2018, ko sem imel ta koncert veliki na Celjskem gradu. Takrat sem Zajdi predelal in sem jo naredil v tango. Stil je zelo, zelo zanimiva. Sem poslal potem v Salzburg na oddelku za kompozicijo in so silno pohvalili, kako sem naredil. Omenili ste Stari grad, še nekoga moramo omeniti ob vašem ustvarjanju, Vlatko Stefanovski. Ja. Z njim imata tudi posebno vez, tudi na Starem gradu sta nastopala skupaj. Od kdaj, kako je to nastalo in mislim, da bosta še veliko lepega dala svetu skupaj. Srčno upam, tako, Bog zdravje. Z Vlatkom pa sodelujeva od leta 2006, zelo dolgo. Tako da on je naša, bi rekel, ikona glasbe, ne samo makedonske, mislim, da balkanske nasploh. Je izjemen virtuoz, marsikaj v mladih letih sem se od njega tudi naučil. Zelo spontano smo se srečala, stopila v stik, je bil navdušen nad mojim igranjem, takrat sem bil zelo mlad. In še danes imam shranjen njegov prvi mail, kako je to pohvalil, kar jaz počnem, da je izjemno navdušen in napisal, iz kog planeta si ti. Tako da to imam še shranjeno. Potem pa smo se spoznali, pa evo, veliko koncertov odličnih smo imeli skupaj. In zagotovo še bodo. Tako. Iz Salzburga se vrnete v Slovenijo. Tako. V Ljubljano? Sem se vrnil v Ljubljano in nisem imel še dosti, rekel, grem še naprej študirati. In sem naredil sprejemne izpite spet za kompozicijo, tokrat v Ljubljani, za magisterij. Vendar, zato ker sem že študiral v Ljubljani, pa sem študiral v Salzburgu, pa sem že en magisterij končal. Študij je bil plačljiv in je bilo zelo drago. In sem rekel, da potem ne bom nadaljeval. Malo mi je žal, ampak pač vztrajam tudi na tej skladateljski poti. Tako da, ja, sem se vrnil v Ljubljano, pa nazaj v Celje potem. Vztrajate na skladateljski poti, veliko koncertov, kaj pa služba? To je drugo. No, želim spregovoriti o tem, namreč tako izobražen, tako talentiran človek, človek, ki dejansko živi z glasbo in glasbo. Samo glasbo živite. To se iz vsake vaše besede vidi, pa za vas v Sloveniji ni službe. Meni je to res, bi rekel, hudo za vse ljudi, da se to dogaja, recimo, zato ker ljudje se bojimo včasih nekaterih stvari, bojimo se uspešnih ljudi, bojimo se, da se bo nam, ne vem, mogoče mi ne bomo toliko izstopali, če je nekdo kvaliteten zraven nas. In mislim, da je to glavni problem, da v Sloveniji ne morem priti v javnih ustanovah do neke redne službe. Ni mi žal za mene, žal mi je za okolja, žal mi je za to, da je tako, kot je. Zaradi tega, ker bi lahko veliko dal Sloveniji, še mislim, tudi, bi rekel, študentom ali pa kulturi nasploh, v kakšni kulturni ustanovi in tega še nisem doživel do zdaj. Evo, v teh več kot 20 letih v Sloveniji, kar se tiče javnih ustanov, res nimam sreče. Nažalost, mačehovski smo v Sloveniji do marsičesa,
sploh pa do tako uspešnih in tako talentiranih ljudi, kot ste vi. Obstaja celo, ni zgodba, ampak resničen dogodek, da ste se prijavili na neko delovno mesto, kamor je bil sprejet hišnik namesto vas. Dobro ste to zvedeli, ja. Jaz sem bil takrat, glih sem končal ravno, kar sem končal akademijo in lahko povem, to je bila Opera in balet Ljubljana. Sem naredil edini spremni audicijo za opero. Takrat po vseh standardih delovno mesto je bilo objavljeno v nacionalnem časopisu Delo, edini opravil audicijo in potem nikakor niso hoteli me zaposliti. To je trajalo pol leta, pa še dlje, vedno več so hoteli, da delam honorarno, plača je bila honorarna, res bizarna in na koncu sem rekel, pa dobro, jaz sem naredil to audicijo, zakaj me ne zaposlite? In sem šel k ravnatelju, takrat so rekli, da so na moje delovno mesto zaposlili hišnika, da ni za mene prostora. Da za vas ni prostora. Tako in tako se je končalo. Ostanem brez komentarja, mislim pa, da se lahko marsikdo zamisli ob tem, kar ste povedali, kako je to sploh možno in sramota je, da se to lahko zgodi. Moram, nažalost, tudi jaz sem rada iskrena, kot ste vi skozi vašo glasbo, vendar vi ne obupate, ustvarite svojo pot in svojo kariero kot samostojni podjetnik, ali kako bi temu rekli. Veste, kak je v življenju? Bolj, ko nekdo tiši na vas in hoče zadreti vaš potencial, podreti, bi rekel, bolj mi ustvarjalni ljudje, ki pimo od ustvarjalnosti in več devamo ljudem, ki imajo radi iskreno glasbo, ki spoštujejo to, kar smo. Tako da tisto, kar se je prej zgodilo v primerjavi s tem, koliko krasnih ljudi jaz poznam v Sloveniji in kako je zvesta moja publika, ki hodi na vse moje koncerte in so vedno razprodani in vedno te presrečne oči, ko vidim, in to medsebojno spoštovanje med ljudmi, med nami, bi rekel, kot izvajalca in publiko, je za mene vesolje, za mene je to maksimum, kar lahko doživim na svetu. Tako da tiste stvari potem so za mene res, bi rekel, blagor Bogom na dušo. Ja. V zakup naj gredo na dušo tako tistim, ki so vam jih storili. Je pa žalostno, kajti ob takšnih talentih bi samo pridobili. Takšnih ljudi ne smeš imati kot konkurenco. Točno to. Oziroma konkurenca je zdrava, če imaš tako kvalitetnega sodelavca v kateremkoli podjetju. Tako je. Glejte, mi smo zdaj bolj v zrelih letih, bi rekel, mi smo dali veliko svojega skozi že. Meni je žal za mlade generacije, ki prihajajo, zato ker čisto enako se dogaja, jaz vidim. Vse, kar je uspešno, vse, kar ima potencial, ljudje se bojijo in hočejo nekako dati stran. Da ne pride to do javnosti, da ne pride do izraza, da ne pride. Zakaj? Naj bo en boljši od mene, pa jaz sem se vedno rad učil od boljših. Da postanem jaz boljši. Seveda, seveda. Uspešna kariera kot samostojni kulturni ustvarjalec, čeprav bi bilo lepo imeti neko varnost in zagarantirano službo, pa vendarle ste sodelovali tudi z znanimi operami, baleti, lepi projekti so tudi na tem področju za vami, če se še tega dotakneva. Tako, jaz sem napisal 3 balete. Drugi balet je bil najbolj uspešen, Derviš i smrt, po zgodbi od Meše Selimovića, kot vsi poznamo. Sem naredil za hrvaško, bi rekel, kazalište HNK Split. Ta predstava je bila izjemno uspešna. Bilo je preko 40 ponovitev, je bila mednarodna produkcija. Zaključila se je zgodba z razprodano dvorano v Lisinskem, kar je tudi en mojih največjih dosežkov, res. Glasba je bila tudi deležna ogromnih lepih kritik po hrvaških medijih, časopisih, tako da to je bilo za mene res izjemno doživetje. Lepo doživetje, ki bo tudi ostalo trajno zapisano. Tako. Ali skladate vsak dan ali kako se to zgodi? Ne, vsak dan. Jaz mislim, da redko kdo lahko sklada. Skladam takrat, ko me nekaj navdahne ali pa ko začutim, da je treba kaj napisati. Ko pravijo,
književniki radi ali pa slikarji, imam muzo. Imate vi muzo? Imam, Imate. absolutno. Se opravičujem. Pridete živeti v Celje, kako je prišlo do tega? Zato, ker je moja žena draga iz Celja, drugače predtem smo živeli v Ljubljani. Bilo je tudi veliko ponudb za tujino, ampak nekako smo se odločili, da smo tu ostali v tem mestu. V Celju. Tako. Iz že tako nove kulture, ki ste se je navadili, spet v popolnoma drugačno. Celje in naši Celjani smo specifični na svoj način. Kako ste se integrirali? Glejte, vedno se orientiram na dobre stvari. Jaz sem tu zdaj v Celju, imam tako par dobrih prijateljev, bi rekel, ki jih tudi v Makedoniji nisem srečal. Tako da jaz sem vesel, da sem na nek način tu zaradi teh ljudi, ki vem, da mi želijo dobro, ki vem, da me cenijo in jaz tudi enako njih spoštujem, cenim, se lepo počutim zaradi njih v Celju. Je pa tudi, bi rekel, veliko ljudi, ki želijo me velikokrat kje ampak to je normalno, vse, to je življenje. Vedno se orientiram na pozitivne stvari. To je življenje in to se povsod dogaja. Tako. Imata sina, Tako je. bo glasbenik. Jaz sem si želel, vendar on pravi, da bo košarkaš, tako da jaz pa mu želim, da bo srečen v tem, kar bo. Naj bo vse, kar počne, naj bo s srcem Tako, in srčno tako. in z veliko tiste iskrenosti notranje sam Točno do to. sebe, potem bo uspešen. Kakšni so načrti za prihodnost? Pa veliko je načrtov. Lejte, zdaj sem sodeloval s temi znanimi glasbeniki, ste videli z Ribljo čorbo, z Džibonijem, včeraj je bil izjemen koncert v Plesnem forumu za Miro Medunjanin, sem bil njen gost, razprodan, prečudovit koncert. To je ta Balkan Melos, Tako, ki potegne. Tako je. Vidimo zelo zanimivo fotografijo, kaj je to, če lahko poveva? Aha, to je bil pa nepozaben koncert, 15.000 ljudi v Čačku z Ribljo čorbo, sem nastopil kot gost. Aha. Tako je. To je pa tudi poseben dogodek. To je pa razprodana Galusova dvorana z Vlatko Stefanovskim solo koncert naš 2018. To je bilo tudi nor, eden mojih boljših koncertov v življenju. Zdaj pa prihaja 26. bomo imeli v Plesnem forumu, bomo imel svoj solo koncert z izjemno gostjo, sopranistko Sabino Cvilak. Tako bomo izvajali, na programu bojo tudi argentinske skladbe, Astorja Piazzole, dotaknili se bomo tudi filmske glasbe z njo, nekaj moje avtorskih stvar, tako da bi uporabil tudi to priložnost, da povabimo vse gledalke in gledalci, da pridejo na naš koncert 26. decembra v Plesni forum. Vsekakor priporočam tudi jaz. Je še kakšna neustvarjena želja na področju vaše glasbe? Mogoče še nadaljnji študij, karkoli takega? Kako je v glasbi? To ni z leti pogojeno. Vse, kar si želim, je to, da sem čim boljši v tem, kar počnem. Še marsikaj se moram naučiti, še marsikaj moram doživeti v glasbi. Eno življenje je premalo za to, da smo, bi rekel, vrhunski v nečem. Sem pa hvaležen, da lahko počnem to, kar sem. Dejansko trenirate, da bi to dosegli vsak dan? Vsak dan, Vsak dan. od 4 do 6 ur minimalno. Vsak dan 4. Vsak detalj, to je tako, ko bi šli kiparju, pa kako oni začnejo s tisto minimalizme točno iščeš mikrosvetove v tem, kar je nam dano. Zelo lepo. In vi imate posluh in čut in imate tisto nekaj v sebi, vaše poslanstvo, da to znate, zaznate in znate predati ljudem. Od srca vam želim še veliko lepih glasbenih trenutkov, veliko ustvarjanja, veliko navdihov. Najlepša hvala. Naj vaša muza živi, kar se da čim dlje in naj vas čim bolj spodbuja. Najlepša hvala. Mi je bila v čast, da sem bil vaš gost nocoj. Hvala za obisk v Ženski areni. Vse dobro želim, spoštovani Goran, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Mi pa se vidimo spet prihodnji teden. Lahko noč.